Bojan, pozdravljeni. Bojan Žnirašič, vi ste energetski svetovalec in direktor Zavoda Vitra iz Cerknice. Večkrat odgovarjate na vprašanja, kako se ogrevati, s čim se ogrevati, kako je najcenejše ogrevati stanovanje, blok, hišo. Ja, seveda, to zelo ljudje pridejo k meni z zelo različnimi vprašanji, vezane, če generalno rečem, na ovoj stavbe, to se pravi toplotna izolacija, okna, stene, tla, streha, za ogrevalni sistem, v novejšem času seveda tudi veliko za avtomatizacijo, recimo sistem pametne hiše in predvsem, kar se dostikrat pozablja, za prezračevalne sisteme, to se pravi za zagotavljanje kvalitetnega zraka v bivalnih prostorih, da ne rečem seveda tudi za težave, ki nastanejo predvsem na toplotnih mostovih in so vezane na različne oblike plesni. In kaj jim svetujete? Naj izberejo sekance, naj se grejo na elektriko? Jaz začnem to debato vedno na ovoju stavbe. To se pravi, osnova in alfa in omega učinkovite rabe energije je, da zagotovimo na ovoju stavbe, to se pravi na terenu proti tlem, to se pravi na tlaku proti tlem, na fasadi, na zadnje plošči ali v primeru posledičnega stanovanja v strehi, da zagotovimo čim manjše toplotne izgube. Potem, ko imamo to zagotovljeno, to velja za stare in za nove stavbe, pa se odločamo in izbiramo, kateri energent ali pa kateri sistem ogrevanja bomo imeli. Bomo imeli nizkotemperaturno, visokotemperaturno, bomo vzeli za ogrevanje sekance, pelete, se pravi biomaso, se bomo ogrevali z elektriko, bomo vzeli toplotno črpalko, bomo vzeli kurilno olje, plin, utekočinjen naftni plin, mesni plin in tako naprej, se pravi IR panele, se pravi na voljo imamo pravzaprav zelo veliko sistemov ogrevalnih, za prostore. Vedno treba misliti še na sanitarno vodo, se pravi za ljudi, ampak za prostore veliko sistemov in zdaj seveda se moramo odločati na podlagi nečesa. Jaz vedno štartam iz tega, da vprašam osebo, ki pride k meni na svetovanje, ali ima veselje, da dela z drvami, ali ima čas, ali ima prostor za polena, ali potrebuje avtomatko, ali se sploh ne želi ukvarjati se z ogrevanjem, hoče imeti samo toplo. In potem preko tega nekega sociograma, tega familije ali pa te osebe, ki bo pač želela dobiti informacije, potem izoblikujem neke oblike ali pa neke možne oblike ogrevanja. Odloča se vedno sam, jaz samo potem bolj podkrepim te svoje argumente, da pač rečem, kaj pomeni, če se ogreva na polena, če ima kurilnico v kleti, če se ogreva na toplozračno na kamin, toplovodni kamin, na IR ogrevanje, na toplotno črpalko in tako naprej, tako naprej. To je to. Pojem se da na kratko povedati, kateri energent bi bil v tem trenutku najcenejši? Seveda se da. To se pravi, to je nedvoumno biomasa, to se pravi, to je najcenejši energent. Vendar se same polene se še ne moramo ogrevati. Se pravi, mi potrebujemo kurilno napravo, da imamo kurilno napravo, je treba postaviti en prostor, se pravi v klet, da bo gorelo ali pa da bo stvar funkcionirala, potrebuje dimnik, potrebuje ogrevalni sistem, potrebuje hranilnik tople vode. Se pravi, enostavno je premalo in zavajajoče, da se gleda samo na ceno energenta. Potrebno je gledati na celoten delujoč ogrevalni sistem. In to ločeno ali posebej za prostore in sanitarno vodo. Torej, vsak zase si mora skreirati svoj ogrevalni sistem. Bojan, Vitra je lani zmagala na razpisu za energetske nagrade časnika Finance. Za kakšen projekt je šlo, kaj ste z njim naredili? No, to se pravi, tukaj je primer tega portala NEP Slovenija, dobili smo po izbiri uporabnikov, dobili to nagrado, to se pravi kot projekt v smislu ozaveščanja in obveščanja o energiji, o učinkovite rabe energije, obnovljivih virih energije. Se bo na portalu NEP Slovenija predstavljeno 660 stavb iz cele Slovenije kot primeru dobre prakse, vse je moč obiskati, veliko člankov, veliko videoposnetkov, odgovori na vprašanje, primere slabih praks, tako imenovane energetske kiksi, vsekakor zelo uporaben portal, nekomercialen. Namreč uporabniki, prej smo govorili o tem, kjer energent je najboljši. Dejansko se mora tisti, ki zase nekaj pripravlja, ali novogradno, ali samogrevalni sistem, ali prezračevanje, ali samogrevanje sanitarne vode, pač karkoli pri hiši, pade pod zelo velik pritisk različnih trgovcev, različnih projektantov, različnih
ki bi želeli na njemu zaslužiti. Portal NEP Slovenije v tem primeru je nekomercialen, javno dostopen, odprt in je moč tudi obiskati teh 660 stavb iz cele Slovenije in uporabnika vprašati, ali je res, da kotuna polena, pirolizne kotuna polena naredi ali pa proizvede v enem tednu samo tok pepela. Ali je res, da je taka nizka poraba, ali je res, da pasivna hiša porabi samo 15 kWh na kvadratni meter ogrevanja stanovanjske površine na leto in tako naprej, in tako naprej. Se pravi, v tem primeru vsak posameznik pridobi kvalitetne, nekomercialne informacije od uporabnika, ne od trgovca, ne od projektanta, od nekoga, ki bo na njemu nekaj zaslužil, ampak od kolega, bi rekel, od sotrpina. In potem je seveda odločanje mnogo lažje. Prvič so informacije, ko sem rekel, nekomercialne, plus se seveda na licu mesta se vidi, kako posamezna stvar funkcionira. Dober primer je recimo prezračevanje z rekuperacijo. V naših koncih, v okolici Cerknice, je mnogo ljudi prepričanih, da prvič piha in da se sliši nek zvok. Pač piha in se sliši zvok. Jaz rečem, pet, henmu ke tu ima, povab se na kofe, prosi ga, da te da v njeno sobo in potem boš slišal in čutil, ali kaj piha in koliko pravzaprav so ljudje s tem sistemom zadovoljni. In takih sistemov je veliko. Pasivne hiše, pametne hiše. Prihaja absolutno obdobje pametnih hiš, ki ljudje pravzaprav so tudi zbegani. Kaj zdaj, pametne telefone, pa pametne avtomobile, pa pametna hiša, sam jaz še nisem več zadosti pameten. Bojan, hvala lepa za vaše odgovore in za vaš čas. Tudi vam. Vse slovenske energetike pa vabimo, da se udeležijo, da se prijavijo na letošnji razpis za energetske nagrade častnika Finance, in sicer razpisali smo ga v 3 kategorijah: za okoljsko učinkovit projekt, za okoljsko učinkovito podjetje in za promocijski projekt. Prijave zbiramo do 24. februarja. Vabljeni.